V Sloveniji je bil 4. marca odkrit prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Zaradi hitrega povečevanja okuženih je vlada 12. marca razglasila epidemijo okužbe z novim koronavirusom COVID-19, nato pa stopnjevala ukrepe za upočasnitev širjenja virusa in preprečevanja števila obolelih. Uvedla je prepoved zbiranja in gibanja na javnih mestih. 16. marca so vrata zaprle vse vzgojno-izobraževalne ustanove, ustavljen je bil javni potniški promet, prepovedano je bilo obratovanje lokalov, hotelov, fitnesov, kozmetičnih salonov. Državni organi in službe so zaradi epidemije in vseh ukrepov spremenili organizacijo dela. Že veliko prej, preden je bila v Sloveniji potrjena prva okužba s COVID-19, so se slovenske bolnišnice temeljito pripravljale na epidemijo koronavirusa. V današnji oddaji Aktualno smo povprašali, kako so bile slovenske bolnišnice pripravljene. Pogledali smo v Splošno bolnišnico Celje in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, pa tudi v bolnišnico Topolšica. Želeli smo izvedeti, kakšne so trenutne razmere in seveda tudi, kako so poldrugi mesec preživljali bolniki, kako so preživljali ta mesec in pol tudi zaposleni v bolnišnicah. Primarij Davorin Benko, v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ste koordinator za COVID, ste tudi organizacijski vodja internega oddelka, koordinator na Koroškem za stanje v domovih za starejše, dolga leta zdravnik, specialist, pa vendarle tale situacija je tudi vas presenetila. Ja, lep pozdrav ter veliko zdravja vsem, ki nas gledajo. V zgodovini olimpijskih iger se še ni zgodilo, da bi olimpijske igre bile odpovedane zaradi razloga, ki ni bila vojna. To se pravi, živimo v nekem času, ki ga niso doživele še vse generacije pred nami in soočamo se z boleznijo, ki je celemu svetu dokazala, da vsem svojem razvoju, vsej svoji velikosti postaja zmerno bolj neboglen. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, v kateri koordiniram delo na področju COVID-a, je že prej imela izdelane neke teoretične načrte v primeru epidemije, ki smo jih seveda predhodno vse pregledali in že od vsega začetka, ko so se začeli pojavljati težave, ne še v Sloveniji, temveč tudi v sosednjih državah, predvsem Italiji, smo mi te zadeve začeli že vse pripravljati in smo se tudi v trenutku, ko je bila v Sloveniji marca razglašena epidemija, takoj aktivirali in smo bolnišnico razdelili praktično na dva dela. Na del, ki še vedno nudi zdravstvene usluge vsem obolelim na vseh področjih, pri katerih ni postavljen sum na COVID obolenje. Hkrati pa smo takoj aktivirali in prostore in kadre in določili poti, po kateri poti pa bodo vstopali bolniki v bolnišnico, pri katerih je bil na podlagi znakov in simptomov, ki jih imajo postavljen sum na COVID obolenje, z namenom, da prihaja do čim manjšega križanja ter stikov med eventualnimi ljudmi, ki te bolezni nimajo, ter med tistimi, ki te bolezni imajo ali pri katerih je bil postavljen sum na to obolenje. Delamo po dveh sporednih poteh, ki so definirane. Imamo različne vstopne točke, različne transportne poti, popolnoma zaprte oddelke. Imamo tudi to vmesno sivo cono, kajti bolnica Slovenj Gradec v tej prvi fazi ni bila mišljena kot COVID bolnišnica, da bi te bolnike zdravili tule, temveč je naša prvenstvena naloga, da zdaj vsej tej masi ljudi, ki prihajajo k nam zaradi takih drugih ali pa tretjih težav, najdemo ljudi, ki imajo to COVID obolenje, jih začetno obdelamo, uredimo njihovo zdravstveno stanje, potem so pa ti bolniki trenutno še vsi premeščeni v Univerzitetni klinični center Maribor.
Delati z ljudmi, ki so osebnost, je zelo odgovorno. Potrebno je bilo ljudi seznaniti, potrebno je bilo najbrž tudi time, zdravstvene time razporediti tako, da je bilo delo po eni strani nemoteno, po drugi pa čim bolj varno. Tako, predvsem dva cilja sta tule. Na eni strani takoj identificirati ljudi, ki so sumljivi za COVID infekcije, jih popolnoma ločiti od tega drugega dela, po drugi strani pa zaščititi vse zaposlene, kajti zaposleni v zdravstvu smo tisti, ki v tem trenutku ne smemo zboleti. In vsak teoretični prenos tega virusa med pacienti pa med zaposlenimi predstavlja eno zelo veliko tveganje. Koliko tega je bilo pri vas? Redno ste nas obveščali, ampak vendarle, če morda strnete nekaj podatkov, koliko ljudi ste testirali, bili ste vstopna točka? Testiramo vse potencialne bolnike za to boleznijo, testiramo tudi vse zaposlene ter njihove svojce. Po podatkih do včerajšnjega dneva je bilo pri nas upravljenih 1496 testiranj, od tega 448 pri potencialno pozitivnih oziroma potencialno sumljivih bolnikih, zelo veliko testiranj pri zaposlenih ter nekaj pri njihovih svojcih. Ko ste me prej vprašali glede organizacije ali pa načrtov, papir zdrži vse. V resničnem življenju, ko se ti pa začne dogajati to, kar se nam zdaj dogaja, so pa to dnevne korekcije, dnevni popravki, dnevne izboljšave, ker odpravljanje vseh teh kritičnih točk, ki predstavljajo eventualno povečano tveganje, to je dnevno. Ko sva s snemalcem prišla k vam, ste nama tako zgledno izročili tudi maske, zaščitne maske. Ste s to zaščitno opremo shajali, ste imeli težave, kako je v tem trenutku? Tu smo si izbrali dve poti. Ena je tista pot kupovanja te zaščitne opreme, predvsem za enkratno uporabo, ki je trenutno v bolnišnici še na razpolago. Po drugi strani smo pa zelo intenzivno začeli iskati rešitve, na kak način lahko to zaščitno opremo v primeru večjega števila ljudi ali pa večje porabe začnemo nadomeščati za to opremo, ki je namenjena za enkratno uporabo. Našli smo kar precej rešitev v lokalnem okolju z lokalnimi podjetji, ki nam izdelujejo zaščitne maske za večkratno uporabo, to se pravi, da se po uporabi po določenem postopku lahko ponovno uporabi, potem tudi zaščitne plašče, zaščitne obleke smo začeli kupovati od proizvajalcev, ki imajo za to ustrezne certifikate. Ni to tista top vrhunska oprema, ki je po strokovnih kriterijih, je pa popolnoma enakovredna za tisti nivo zaščite, ki ga pri posameznem delu zdravstveni delavec in oboleli potrebujete. Kajti predpisana osebna zaščitna oprema je različna pri različnih postopkih, pri različnih opravilih, ki jo izvajamo, in v tem trenutku ima bolnica Slovenj Gradec to opremo na razpolago. Zelo veliko smo se ukvarjali v primeru, da postanemo COVID bolnica, to se pravi, da bi zdravili tudi tiste najtežje bolnike, ki potrebujejo aparate za umetno dihanje, in teh smo imeli v hiši pač toliko, kot smo jih imeli, in tu smo dobili od Ministrstva za zdravje tudi že 15 teh ventilatorjev, ki jih imamo v nekem stand-byju na razpolago, da v primeru, če epidemija preraste zmogljivosti zdravstvenega sistema, da jih lahko uporabimo. Vedeti moramo, da mi epidemije ne bomo preprečili. Vsi ti ukrepi, ki jih je Slovenija zelo uspešno, zelo hitro začela
uvajati, so namenjeni temu, da mi zmogljivosti zdravstvenega sistema z opremo, z kadri, z prostori prilagodimo na tak način, da lahko obolele, ki potrebujejo zdravstveno nego, jih ustrezno oskrbimo. Kako ste ravnali z zdravniškimi ekipami? So bile vse v službi, ste nekatere poslali na čakanje oziroma ponekod je bilo tako, da so ekipe menjavali? Znotraj bolnice je to čisto odvisno od dejavnosti do dejavnosti. Zagotovo v tem trenutku oziroma do pred kratkim, ko je cel elektivni program, to se pravi programi, pri katerih se bolniki naročajo stav, so ti zdravniki in tudi posledično kader zdravstvene nege ostajali doma. Hišni dogovor je bil, da se v prvi vrsti izkoristijo dnevi dopusta, ki nam je še ostajajo. Vedeti morate, da si zdravstveni delavci nabiramo kao neke proste ure, ki jih in v tej fazi ljudje to koristijo in so doma in se tudi potem menjavajo. Tudi razporede ne delamo več za teden, mislim za mesec dni naprej, temveč jih tedensko prilagajamo in epidemiološki situaciji v regiji in trenutnim potrebam po kadru, po posameznih dejavnostih. Tu bi se zahvalil vsem zaposlenim v bolnici Slovenj Gradec za res njihov velik trud pa razumevanje ter pripravljenost, da pri vsem tem sodelujejo in da lahko določene zadeve zelo operativno hitro izpeljemo. Zelo dobro sodelujemo tudi z zdravstvenimi domovi, ki gravitirajo na nas. Zelo dobro sodelujemo z epidemiologinjo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje iz Ravn, ki v tem trenutku upravlja eno ogromno in pomembno delo z identifikacijo žarišč, iskanjem kontaktov. Zelo dobro sodelujemo tudi z vsemi socialno-varstvenimi ustanovami v regiji. In do danes in si srčno želim, še v nobenem od teh domov nismo imeli potrjenega zavarovanca, ki bi bil COVID pozitiven. Kaj pa delo na oddelkih? Vemo, da so pri vas skoraj vsi oddelki. Kako je tam potekalo delo? Ste imeli kaj manj bolnikov? Kako ste bolnike zaščitili? Kako je bilo zaščiteno osebje? Pa bom začel pri programu, ki ga delamo. Mi ves čas vzporedno, poleg tega COVID dela, obravnavamo tudi določene skupine prebivalcev oziroma bolnikov, ki so ocenjene kot tvegane. Gre za kronične, če govorim zdaj samo za področje internistike, gre za bolnike z kroničnimi boleznimi, ki v primerih, da ne bi imeli kontrol, se bi jim lahko zdravstveno stanje bistveno poslabšalo. Recimo bolniki, ki jemljajo katerokoli terapijo zaradi sladkorne bolezni, potem skupina bolnikov, ki jemlje zdravila za redčenje krvi. Ves čas nam teče program hemato-onkologije. Na ostalih oddelkih se izvaja ves onkološki program, ki ga je potrebno izvesti. Izvajajo se tudi vse ostale nujne operacije. Izvajamo, še naprej hodijo k nam ženske, ki pri nas rojevajo, zdravimo otroke, tiste, ki potrebujejo hospitalizacijo. Seveda pa se trudimo maksimalno, da so te ekipe ločene. In v skladu z hišnimi pravili in pravili, ki veljajo v Sloveniji, morajo uporabljati to osebno varovalno opremo. Tako bolniki kot zaposleni ali samo zaposleni? Osebno varovalno opremo uporabljajo zaposleni, tudi za bolnike, ki so na razpolago tudi zaščitne maske, ki jih morajo uporabljati. Koliko se lahko bolniki med seboj družijo? Kako dobivajo obroke? Te obroke dobivajo v sobo. Zdaj, seveda tudi trčimo na problem prostorov.
Vsaka bolnišnica v Sloveniji je specifika, vsaka bolnišnica v Sloveniji je bila grajena že pred leti in zagotovo nimamo idealnih prostorskih pogojev, ki bi nam zagotavljali, da vse te bolnike namestimo v enoposteljne sobe. Dobivajo pa vsi navodila, da je tega druženja v narekovajih ali pa kontaktov minimalno, skušamo zagotavljati to predpisano razdaljo, tudi te mikroenote so še bolj zaprte, to se pravi, da je čim manjše prehajanje ljudi iz enega okolja, pa ne samo čistega ali pa nečistega, temveč tudi med ostalimi enotami minimalno. Tudi poti po hodnikih imamo ločene, leva stran za to pot, desna stran za to pot. Tudi ni več druženja v kavici med zaposlenimi, obroke med delnim časom izkušamo čim bolj, da čim manj ljudi oziroma izkušamo razporediti na daljše časovno obdobje, da zagotavljamo vso to oddaljenost. In tisto, kar pogrešam, pa kar vidim, pa kar imam občutek, pa mogoče se motim, da razmišljam narobe, da v tem trenutku, ko vidim, kaj se dogaja ponovno po trgovinah, po cestah, koliko je nekih druženj, takih ali pa drugih, najbrž te zadeve niso v prid umirjanju epidemije, temveč lahko predstavljajo ponovno neko žarišče, iz katerega dobiš zelo veliko število novih bolnikov. En oboleli, ki je lahko, ali pa ki je nositelj tega virusa in ki niti ne kaže znakov bolezni, lahko okuži 2 do 3 tiste, ki so z njim v kontaktu. 2 do 3 okuži spet 2 do 3 naprej. In zato vsi ukrepi, ki so bili sprejeti v Sloveniji in ki jih kar precej ljudi ocenjuje kot nepotrebne, so namenjeni samo temu počasnejšemu naraščanju števila ljudi. In v enem izmed pogovorov oziroma eni videokonferenci, ki smo imeli ta teden, sem povedal, da v tem trenutku moramo biti socialno asocialni, kar pomeni, moramo skrbeti za družbo, hkrati obdržati tisto osnovne stike med ljudmi, ne smemo pa to razumeti, da to omiljanje vseh teh ukrepov, ki so bili sprejeti, nam dopušča, da ponovno zaživimo na tak način, kot smo živeli v bistvu prej. Ta epidemija bo po mojem mnenju popolnoma spremenila naš način delovanja, naš način razmišljanja, pa ne samo v zdravstvu, temveč tudi na vseh ostalih področjih našega življenja. Si pa po teh reakcijah, ki so zdaj zunaj, predstavljam, da bo trajalo kar precej časa, da bomo ponotranjili mogoče to drugačno razmišljanje. Vedeti morate, da prvi primeri na Kitajskem o tej okužbi za koronavirusom so bili tam nekje v sredini decembra. To se pravi, mi ta koronavirus poznamo dobre 4 mesece. In v teh dobrih 4 mesecih, bolj ko ga spoznamo, vidimo, koliko je ta zadeva lahko drugačna kot tista, ko smo bili navajeni do sedaj. In celotni zdravstveni sistemi, cel svet se sooča z nekim popolnoma novim. Mi imamo primere ljudi, ki so preboleli dokazano okužbo z COVID virusom, pa so še po daljšem času pozitivni ali pa vmes negativni, pa je pol spet pozitivni. In zato ni nekih takih konkretnih navodil, ko pri eni navadni angini, ko dobiš antibiotik, pa si zdrav. Mi za ta virus trenutno še nimamo zdravila, trenutno še nimamo cepiva, delamo lahko samo to, da to epidemijo zajezimo, po drugi strani pa, da mi zdravimo simptomatsko, nevzročno, tisto, kar ta virus v človeškem organizmu v bistvu povzroča.
Vsem vedenjem, ki ga v tem trenutku imate, tako kot ste rekli, negotovost še vedno ostaja. Razmere se nekoliko umirjajo, razmere se nekoliko omiljajo, tudi recimo na področju pregledov, nenujnih pregledov. Te ste začeli izvajati tudi pri vas. Zagotovo. Nekje tam okrog 24. je tudi bilo navodilo ministrstva, da se postopoma začne to dodajati. Vedeti morate, da Ministrstvo za zdravje ima izredno strokovno skupino strokovnjakov, ki te ukrepe pripravljajo in ki jih posredujejo tudi potem vsem zdravstvenim ustanovam, pa ne samo v okviru Slovenije, to so dnevni kontakti tudi za tujino. Jaz osebno sem se povezal z kolegi iz sosednje Avstrije, na kak način tam obvladujejo. Dodajamo program, ki ga lahko kadrovsko, prostorsko zmoremo. Dokler pa bodo obstajali dve popolnoma ločeni poti obravnave teh bolnikov, enih tistih, ki so sumljivi za COVID, pa drugih, potem pa morate vedeti, da v bolnici je omejeno število ljudi, ki jih imamo na razpolago, in dva sporedna sistema zagotavljati pomeni to, da moraš na ene malo zmanjšati. Pa še sam način obravnave teh bolnikov, ki so ocenjeni kot da nimajo COVID-a, se je spremenil, zahteva več dlje časa, vse to preverjanje, potem čiščenje prostorov, razkuževanje prostorov, uporaba osebne zaščitne opreme bo potegnilo za to, da se bo število ljudi, ki jih mi lahko fizično pregledamo, se zmanjša. Ker enostavno časovno se to ne izide. V katero smer pa bo to šlo, pa kaj bo naslednji tedni, meseci ali pa naslednje leto pokazalo, pa mislim, da v tem trenutku ni nikogar, ki bi si upal v bistvu karkoli to napovedati. Z vsemi ukrepi, ki so bili sprejeti na nivoju države, na nivoju posameznih bolnic, se po številkah dnevno, ki prihajajo, situacija umirja in zato se lahko dodaja nek del nekega rednega programa. Zagotavljam pa vam, da za vsa nujna stanja, za vse tisto, kar je nujno potrebno, da se naredi na področju skupin bolnikov, ki so najbolj ogroženi, za skupine, ki jih je potrebno zdraviti, to bo pa nemoteno v bistvu teklo naprej. Bo pa potrebno veliko potrpežljivosti tudi strani bolnikov, najbrž tudi strani zdravstvenega osebja. Tukaj se bomo drug ob drugem zelo brusili. Se popolnoma strinjam, zato ker, spet moje osebno mnenje, bomo iz tega prišli malo bolj človeški. To se pravi, znali bomo drug drugega poslušati, znali bomo drug drugemu pristopiti, razumeti drug drugega in biti profesionalni, tako med sodelavci, kot do bolnikov, pa do vseh ostalih, s katerimi se bomo srečevali. Bolnišnica Topolšica je specializirana bolnišnica za pljučne bolezni, vendar v času epidemije COVID ni bila med tistimi 16 vstopnimi točkami, pa vendarle pravi gospod direktor, da je bil vsak, ki je prišel k njim na vrata, praviloma z vročino in z kašljanjem, potencialni bolnik, in jim to, da niso bili vstopna točka, ni kaj dosti pomagalo. Več o tem torej, gospod direktor, gospod Jurij Šorli, kako se je bolnišnica Topolšica v tem času odzivala na trenutne razmere? Lepo pozdravljeni. Vem, mi smo se že konec februarja začeli pripravljati po prvih informacijah, ko se je bolezen začela iz Kitajske širiti. Pri vrsti smo začeli malo bolj nakopičiti zaščitno opremo, zaščitne maske.
tako da smo nekaj te opreme imeli sami in jo skoraj do konca tudi iz državnih rezerv nekaj posebnega nismo potrebovali. Rato je seveda takoj problem, ko je tega prišlo v Slovenijo, kako zdaj s tem ukrepati. Mi smo bolnica za pljučne bolezni, vsak bolnik, ki kašlja, ki ima vročino, je bil v tem trenutku potencialni bolnik s COVID-om in je bilo treba za te bolnike poskrbeti, urediti njihovo nastanitev in preglede. Zaradi varovanja drugih bolnikov smo morali vzpostaviti čiste pa nečiste poti, čiste in nečiste oddelke, čiste in nečiste ambulante in tako naprej. Kar nam je predstavljal velik problem, velik logističen problem. Bolnica je arhitekturno stara, ne dovoljuje nekih posebnih posegov noter in smo se morali res organizirati na način, da smo en oddelek popolnoma zaprli in ga namenili zgolj bolnikom s COVID oziroma z bolnikom, ki imajo sum na okužbo z novo koronavirusom. In na tem oddelku so pa ljudje, ki so bili s tem sumom sprejeti, počakali do izvida brisa in vkolikor je bil izvid pozitiven, je bil premeščen v Celje, v nasprotnem primeru pa k nam na tako imenovan čisti oddelek. Tle se moram prvi vrsti zelo zahvaliti vstopni točki v Velenju, ki po začetnih prilagoditvah odlično zalaufala. Rabili smo ogromno komunikacije, zaradi tega, ker so bili vstopna točka in je bilo treba bolnike pri njih presejati, preden so prišli k nam. Seveda je bilo treba vse te stare navade, ki so bile, da se je bolnik direktno pripeljal k nam na vrata, spremeniti in je bilo treba začeti funkcionirati drugače. Seveda je bilo v tem času precej bolnikov napotenih k nam, nekaj manj sprejetih. Tisto, kar je pa povsem zastalo, praktično bila pa ambulantna dejavnost, zaradi tega, ker nismo mogli zagotoviti prostora za še nemoteno čisto obratovanje ambulante. Ker smo pa ves čas delali, smo pa izvajali diagnostiko rakavih bolezni na pljučih, se pravi endoskopijo in pa ambulantne preglede za vse, ki so bili k nam napoteni s sumom na raka. Tako bili ste nekako v senci, bom rekla, v zatišju tistih splošnih bolnišnic, ki so imeli COVID oddelke, ampak očitno vas bolezen, novi virus ni obšel, potrebno se je bilo zorganizirati tudi znotraj, najbrž tudi delo je teklo drugače oziroma je bil sistem dela drugačen kot pa ob običajnih dnevih. Ja, delo je bilo povsem drugačno. Seveda, prva stvar, ki je to vsem v Sloveniji prineslo en nemir, strah, negotovost, kaj in kako je. Ogromno je bilo potrebno pogovorov, miritev, pisanja priporočil, navodil, kako in kaj. Ljudje so potrebovali navodila, kako delati in kaj delati. Zaradi tega smo tudi vzpostavili v bolnišnici vsakodnevni sestanek vodilnih delavcev, s katerega je šel tudi vsakodnevni zapisnik vsem zaposlenim, da so bili stalno informirani za stvarmi, ki se v bolnici dogajajo, kakšne so naloge, kakšni so organizacijski prijemi. Še vedno se s tem soočamo, zaradi tega, ker se še vedno tudi na državnem nivoju vsakodnevno sprejemajo odločitve, ki vplivajo na delovanje bolnišnice. In zaradi tega tudi mi zdaj enkrat ne moremo delati nekih dolgoročnih načrtov, tudi naprimer dolgoročnih načrtov klicanja bolnikov na preglede in so te stvari vsakotedensko sprotne. Seveda smo morali ob tem tudi prilagoditi kader, razporediti kader, nekaj doma v pripravljenost, nekaj v bolnici za vsak primer, če bi prišlo do črnega scenarija, da ne bi ostali brez ljudi, ki so neobhodno potrebni za delovanje bolnišnice. Tako da so se ljudje menjavali, nekateri so bili doma na koriščenju ur, na koriščenju starega dopusta in podobno, drugi opravljali delo v bolnišnici. Spremenili smo delo oddelkov, iz 2 oddelkov smo naredili enega akutnega in drugi oddelek, ki je bil v stalni pripravljenosti za črni scenarij s povečanim prilivom COVID bolnikov oziroma za vse bolnike, ki so bili s sumom na to bolezen obravnavani pri nas. Ambulante so pri težnem delu izvajale triažo in selekcijo teh napotenih bolnikov na eno ali drugo stran, se pravi na COVID ali pa ne COVID del, in tudi na vstopnih, vhodnih točkah je bilo potrebno pojačati ekipe, ki so preverjale, v katero ambulanto koga usmeriti. Moram pa znati, da so se ljudje oziroma bolniki zelo hitro temu prilagodili, kakšnega posebnega nagodovanja zaradi tega ni bilo, ker je bilo treba v bistvu vsakega obdelati še pred vstopom v bolnišnico.
In tle gre zagotovo tudi zahvala tako primarnemu nivoju, kot tudi vsem našim kroničnim bolnikom, ki so razumeli težave. Hkrati so tudi zdravniki začeli opravljati veliko telefonskih klicev. Kronične bolnike so tako klicali sami, kot te bolniki njih in so dobivali navodila po telefonu. Veliko tega dela je bilo upravljenega, to je bilo delo, ki je povsem drugačno, kot je običajno. Način sprejemanja odgovornosti po zdravstvenih delavcev na ta način tudi drugačen, ki ga niso navajeni, kar je prinesel kar nekaj stisk, ki smo jih probali reševati sproti. Prej na začetku ste omenjali zaščitno opremo, veliko smo slišali na račun tega, rekli ste, da vam je pravzaprav ta vaša lastna oprema nekako zadoščala. Kaj pa ves tisti ostali potrebni del, od recimo respiratorjev do tistega, kar vi sicer verjetno že imate, pa najbrž ne v takšnih količinah, kot bi si želeli? No, mi smo že ob rednem delovanju z opremo v bolnici na res skrajnem minimumu. Kot je verjetno večina zdravstvenih ustanov v Sloveniji. V Sloveniji se pozna 20-30 let varčevanja, pri katerem se je nekako stabilnost zdravstvenega sistema izkazovala z neobnavljanjem in nenabavo aparatov. Zaradi tega, da so nekako bolnišnice še vozile in poslovale zgledno. V takem sistemu, ali pa načinu, ki se je zdaj pojavil, se je kar naenkrat pokazalo, kako podhranjen je sistem, kaj nam se primanjkuje. Ja, v naši bolnišnici smo imeli vsega skupaj 4 ventilatorje, danes smo s strani civilne zaščite dobili 6 novih, ki nam bojo tudi, če ne bo covida, zelo olajšali delo za naprej. Smo pogrešali monitoring, ki bi ga lahko vzpostavili v eventualno covid oddelku in podobno. Na srečo do črnega scenarija ni prišlo in nam ni bilo treba vsega tega uporabljati, tako da smo z opremo, s katero smo se založili, nekako zvozili do konca. Moram tle se tudi zahvaliti vsem donatorjem. Prvi, ki je priskočil na pomoč, je bil Gorenje z zaščitnimi maskami in zaščitnimi ogrinjali, ki je takoj, ko smo poslali prošnjo, na njo reagiral. Moram pa tudi povedati, da smo hkrati tudi mi, takoj ko so oni se na nas obrnili še v času težav na Kitajskem, tudi mi njim priskočili na pomoč z nekaj malega opreme, ki smo imeli v tistem trenutku v bolnici viška. Tu v bolnici ves čas nismo zaznali pomanjkanja opreme. Seveda je bilo pa treba opremo delati skrajno racionalno in na ta način je bilo tudi organizirano delo. Tudi delo je bilo organizirano na način, da se je trošilo čim manj opreme, da so isti ljudje delali z enako vrsto bolnikov in zaradi tega ni bilo treba opreme menjati in tako naprej. Tako da smo se na začetku ekstremno morali organizirati z tem, da smo mislili na vsake porabljene rokavice, na vsako porabljeno masko in na ta način močno spremenili delo. Tako delo traja še naprej. Ratalo je malo bolj znosno, malo bolj normalno. Navadili smo se posameznih stvari, kako in kaj je bilo. Sicer je bilo na začetku treba sprejeti tudi kakšne take neljube ukrepe, kot je zelo strog nadzor nad tako zdravili v hiši, kot opremo. Zagroziti tudi zaposlenim z odpovedjo, vkolikor bomo ugotovili, da nekdo odnaša stvari iz hiše ven brez kakršnega koli dovoljenja. Tako da je bilo treba kar močno stopiti na prste in take stvari pokontrolirati. Kaj pa bolniki, tisti, ki so prihajali s kakršnimi koli težavami, ostajali pri vas? Kako je bilo pri njih? Ste jih opozarjali? So oni nosili recimo maske, so se družili med seboj? Obiskov tako vemo, da ni bilo. Ne, druženja bolnikov med seboj ni bilo. Tudi prehajanje recimo iz sobe v sobo, ker je nekdo poznal soseda, ni bilo dovoljeno. Bolniki mask niso nosili. Zato tiste bolnike, ki smo imeli, so bili epidemiološko zelo jasno ne covid. Smo pa vsi zaposleni v kontaktu z njimi nosili maske, mi smo le prihajali iz zunanjega okolja v bolnico in smo bili potencialni prenašalci. Moram priznati, da v tem času kljub več testom ni bil nobeden od zaposlenih pozitiven. Kljub temu, da je imel v tem času nekaj ljudi znake okužbe, pa smo pri vseh opravili teste, nismo zaenkrat med zaposlenimi nobene okužbe zaznali. Velik problem bolnikom in pa svojcem predstavljal ta omejitev obiskov.
Hkrati moram pa priznati, da so se na to bistveno bolj odzvali, kot se to običajno. Mi omejimo obiske vsako leto v času epidemije gripe, ker ljudje ne zastopijo, da je ta omejitev namenjena njihovim svojcem nezaposlenim. In še vedno trumoma hodijo na obiske. Medtem, ko zdaj v tem trenutku so pa zastopali in se zelo držali navodil, tako da tle, razen mogoče prvih nekaj dni, ko je bilo še lovljenja tudi strani svojcev, pa so prihajali na vrata, ampak so razumeli, da ne smejo priti noter, tako da tega problema ni bilo. Upam, da bo tako tudi v prihodnje, kadar bojo nekako druge ponovno epidemije ali pa viroze razsajale, da bojo razumeli, da bolnico ne zapiramo zaradi tega, ker mi ne želimo imeti opravka z njimi, ampak ker želimo, da so svojci oziroma bolniki, ki so v bolnici, čim bolj zaščiteni. Zdaj po tolikem času so verjetno nekakšne spoznanja, znanja drugačna. Vedenja je morda vsaj malo več. Ne pa toliko, kot bi si ga želeli, kar se samega virusa tiče, a ne? Ja, dobro, tle treba povedati, ne, da za vsako tako stvar, tudi za druge bolezni, je potreben čas. So potrebne ustrezne raziskave, potrjene z tudi kontrolnimi preiskavami. Danes, po tem času, je bilo ogromno podatkov ustvarjenih iz majhnih baz, ker so bile brkane špekulacije. In s tem smo se na dnevni bazi ukvarjali, ker je prišlo informacija, zdaj pa to pomaga, zdaj pa tisto ne pomaga, zdaj pa tak bolnik. Veliko se je v tem času o samem virusu zvedeli, seveda še vedno veliko ne vemo. Zaradi tega, ker veliko ne vemo, se moramo tudi v tem času obnašati še vedno maksimalno previdno, zato da nekaj, kar bi se mogoče lahko zgodilo, ne sprožimo. In je zaradi tega res pomembno, da se do boljšega poznavanja bolezni, boljšega poznavanja načina ukrepanja pri bolezni ali pa preprečevanja širjenja bolezni držimo bolj strogih pravil, kot pa manj strogih pravil. Nihče od nas si zagotovo ne želi, da bi se ponavljali scenariji iz drugih držav, ker je zaradi povečanega števila bolnikov problem z zdravstvenim sistemom. Jaz moram priznati, da jaz gledam našo Planico kot v tistem trenutku en najbolj potencialno nevarnih situacij, ki bi nas pahnil v povsem enako situacijo, kot so bili Italijani. Njim je nogometna tekma oziroma neki drugi dogodki z večjim druženjem naredili problem. Naša Planica z velikim druženjem ljudi, kolikor je to en čudovit dogodek, če bi se zgodila, bi nam lahko nakopala podobne težave, kot so jih imeli Italijani. In zaradi tega se je treba zavedati, da takih druženj vsaj v bližnji prihodnosti še ne bomo smeli imeti. Bodo pa zdaj tudi pri vas odprta vrata za nenujne preglede? Ta vrata smo začeli odpirati že zelo hitro. Moram priznati, da ves čas smo pregledovali bolnike z napotnicami pod hitro in zelo hitro z predhodno triažo zdravnika. Treba je vedeti, da sama nujnost na napotnici pogosto ne odraža resne potrebe, ampak je bila pogosto izvedena ali pa zapisana zaradi potrebe po obravnavi v odnosu na čakalne vrste, ki so bile. In če je bila čakalna vrsta zelo dolga, pa je nekdo želel hitrejšo obravnavo, ne glede na resnost stanja, je bilo dostikrat pripisano tudi drugačna stopnja nujnosti. In za vse te bolnike je bilo potrebno izvajati triažo in v teh prvih obdobjih poklicati sem tiste, ki so po oceni zdravnika, ki izvajajo triažo, res rabili pregled takoj. Zdaj sproščamo tudi vse ostale ambulante. Težava je pa v tem, ker je treba sedaj za posameznega bolnika več časa, pa ne za pregled v ambulanti, ampak vse stvari tečejo počasneje. Povsod je potreba zagotoviti zadostno razdaljo med posameznimi bolniki. Če jih je včasih v čakalnici 10, zdaj lahko sedi samo še 5. In vse to seveda zmanjša število bolnikov, ki jih na posamezno ambulanto lahko pogledaš, če želiš hkrati zagotoviti vso varnost, ki je ta trenutek potrebna. Kot zdravnik in kot direktor, bi rekli, da je bilo to zelo naporno obdobje, najbrž je še. Ste se iz njega kaj naučili? Vam bo kaj pomagalo pri nadaljnjem pogledu na svet? Meni osebno v tem času kot zdravniku ni bilo hudo. Zaradi tega, ker je bilo dejansko bolnikov manj in smo si lahko za posameznega bolnika vzeli več časa. Kot direktor moram priznati, da si ne želim še
take situacije. Jaz sem bil, moram priznati, 3-4 tedne, praktično 24 ur na dan v bolnici. Za vsakega bolnika, ki je prišel na vrata, sem bil skoraj poklican, kaj naj zdaj s tem, kako naj se tukaj odločimo. Za vsako masko, ki se je premaknila iz ene sobe v drugo, joj, kaj pa zdaj, ali gre lahko v eno sobo, ali ne sme iti v eno sobo in tako naprej. Tako da te prvi tedni so bili zelo naporni. Organizirati vse, da je teklo, popravljati napačne odločitve, ki so bile tudi kdaj sprejete, oziroma mogoče ne napačne, ampak ne povsem optimalne rešitve. Tako da smo se nekako do zdaj precej dobro zorganizirali. Seveda zdaj se organiziramo v luči čim večjega ambulantnega dejavnosti in zaradi tega selimo druge stvari na druge lokacije. Tako da ambulanta, ki je bila prej v pritličju, bo zdaj v kleti in tako naprej. Zaradi tega, da bomo čim bolj zagotovili nemešanje takih sumljivih kot nesumljivih bolnikov. Kar pa mislim, da nam je ta bolezen pokazala, je to, kako ključen je zdravstveni sistem, sploh javni zdravstveni sistem v državi. Ne glede na vse, kaj in kako, se je večina bolnišnic, sploh v začetku, organizirala sama, poskrbela za način delovanja sama, medtem ko so druge dejavnosti, ki niso direktno vezane na samo bolnišnico, kar malo izvenele, malo so se potihnile v tem času. In se dejansko v bolnišnicah in na to tudi v domovih peljala glavna vojna, ki mislim, da je bila uspešno dobljena. To je pokazalo to, da je sistem podhranjen, tako kadrovsko, prostorsko, kot z opremo. In da je vlaganje danes v ta sistem bistveno za nekaj, kar se zgodi jutri. Zaradi tega, ker jutri, ko se nekaj zgodi, ne moremo v trenutku nadoknaditi vsega, kar v 30 letih nismo naredili. In upam, da bo iz tega išlo to, da se bo javni sistem, pa ne mislim predimenzioniral, ampak ukrepil na ta način, da bo lahko v temu mirnem času delal normalno, in da bo uspel v kriznih situacijah, kot so take epidemije, zadosti hitro, v zadostnem obsegu reagirati. Hvala lepa, dr. Šorli. Res velik hvala vam, vašim zaposlenim in vsem, ki ste se v tem času epidemije, ki še ni izzvenela, trudili in naredili tisto, kar ste najbolje znali. Hvala tudi vam. Tudi jaz bi se rad zahvalil vsem zaposlenim, tako zdravstvenim kot nezdravstvenim delavcem, zato ker je v tem trenutku vsak nase prevzel eno pomembno breme delovanja. Za veliko stvari ni bilo jasnih napotkov, veliko ljudi se je moralo v tem trenutku malo samih znajdeti, pa kaj narediti. In moram priznati, da so delovali kot en zelo dobro uigran stroj in pomagali na koncu, da smo skozi to prvo obdobje šli relativno mirno skozi. Že konec januarja so v Splošni bolnišnici Celje opozarjali paciente, pri katerih obstaja sum na okužbo z novim koronavirusom, da v bolnišnico ne vstopajo skozi druge vhode, ampak pozvonijo na zvonec pri vhodu v izolacijsko ambulanto. Primarij Vindišar, gre za način dela, ki je v primeru kakšne visoko nalezljive bolezni veljal že pred izbruhom epidemije koronavirusne bolezni. Lep pozdrav. Ja, tako je. Že pri planiranju našega novega urgentnega centra smo planirali tudi izdelavo ambulante za primere infektivnih bolezni, oziroma ta ambulanta je bila namenjena tudi za primere kontaminacij. Namreč vemo, da v določenih primerih lahko pride do kontaminacije, predvsem pri kakšnih delovnih nesrečah, in za ta namen potrebujemo ambulanto, ki omogoča, da pacienti vstopijo neposredno v to ambulanto in da ne pride do stikov z ostalimi pacienti v drugem delu urgentnega centra. Tako da ta prostor je bil pripravljen že naprej, je tudi ustrezna klimatizacija, ustrezen filter, tudi sanitarni prostori so popolnoma ločeni. Poleg tega smo imeli podobno organizacijo tudi v pediatričnem urgentnem centru, kjer smo ravno tako imeli ločeno ambulanto za otroke, ki bi bili potencialno infektivni, predvsem vemo, da je tukaj problem ošpic. Govoriva torej o bolnikih. Ste pa že zelo zgodaj tudi za obiskovalce zaprli bolnišnico, verjetno vse v želji preprečiti takrat še okužbe, ki so bile
bronhialne in tako naprej, ampak to se je potem izkazalo tudi kot dobro. Ja, pravzaprav vsako leto v bolnišnici Celje omejujemo obiske v sezoni respiratornih infektov. Včasih omejitev samo na eno zdravo. No, tokrat smo pa morali potem obiske najprej omejiti na eno zdravo osebo, to je bilo v času gripe, potem pa smo v nadaljevanju z konec februarja pa morali obiske zaradi okužbe za COVID-19 tudi popolnoma prepovedati. Tako da to je že nekako ustaljen postopek, ki je pa seveda v fazi epidemije pa postal zelo, zelo pomemben. Učinkovitost tega sistema se je pokazala v tem, da pravzaprav v bolnišnici Celje do danes še nimamo evidentiranega vdora COVID-pozitivnega pacienta v tako imenovan čisti del. Kako pa je bilo s protokolom? Vemo, da ste ga pripravili že zelo zgodaj. Če ga danes pogledate, koliko je bil življenjski, koliko je bil tudi praktičen, ne samo teoretičen? Ja, jaz moram povedati, da v bolnišnici zelo učinkovito deluje služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, ki nas je pravzaprav že januarja začela opozarjati na to, kar se je dogajalo takrat na daljnem Kitajskem, pa potem tudi nekaj že v Italiji. In pravzaprav smo mi imeli protokole pripravljene že v mesecu februarju, ki so se nanašali tako na delo v urgentnem centru, pediatričnem urgentnem centru in potem tudi na samem infekcijskem oddelku. Ti protokoli so vključevali vse od uporabe osebne varovalne opreme do izobraževanja za zaposlene. Moram omeniti, da smo mi že v februarju, 24. februarja imeli na to temo prvi takšen krizni sestanek z vodstvi oddelkov in po tistem smo nekaj 100 zaposlenih v relativno kratkem času, približno 14 dni, izobrazili, kaj pomeni COVID-19, kako se zaščititi. In pravzaprav to se nam je pokazalo potem kot verjetno eden najboljših ukrepov, kajti število okuženih zaposlenih v splošni bolnišnici Celje je bilo izjemno nizko. Poleg tega smo posneli video o uporabi osebne varovalne opreme, kajti to je tudi bilo področje, ki tudi nam ni bilo povsod nekaj domačega. Poleg tega smo potem predstavili tudi faze ukrepanja. Takrat so nekateri predstavniki še malo z začudenjem gledali, kaj to pomeni, pri nas pa kar rumeni pa rdeči alarm. No, ampak v naslednjih, mogoče 14 dneh so pa hitro spoznali, da gre za resno zadevo. Uvedli smo tudi svetovalni telefon, tako za strokovno javnost, kot tudi za splošno javnost. Organizacija dela se je gotovo spremenila. Razmere so takšne, da najbrž niso dopuščale tudi ne veliko pregovarjanj, dogovarjanj, ampak je moralo biti tukaj zelo jasno in odločno povedano, kdo kaj dela. Ja, tako je. No. V prvi fazi je bila vsa ta reorganizacija bolnišnice vezana predvsem na to našo službo, že prej omenjeno, za obvladovanje preprečevanja bolnišničnih okužb. Vključili smo potem seveda takoj zdravstveno nego, tudi oba koordinatorja. No, ampak 16. marca smo pa mi prešli tudi na drugačno vodenje bolnišnice. Prejšnji način vodenja je bil zamenjan z organizacijo tako imenovane bolnišnične poveljniške skupine, ki ime je sicer izhaja iz masovnih nesreč, ampak tudi epidemija je neke vrste masovna nesreča. In pravzaprav v tej skupini smo se potem zbrali predvsem vodilni zdravniki, tudi glavna sestra bolnišnice in poslovna direktorica. In pravzaprav je to neka oblika štabnega vodenja. Sprva smo se sestajali 2-krat dnevno, analizirali, sprejemali sklepe, ki so bili pa potem zavezujoči. Pravi, ni bilo več veliko razprav o tem z ostalimi oddelki, ampak pravzaprav je potem nižji nivo tiste sklepe, ki smo jih na tej skupini sprejel, potem tudi pač realiziral. Pa se je to nanašalo tako na področje, na tehnično področje, kot pa seveda tudi na organizacijo medicinskega dela. Kako ste razporejali ekipe? Ste kakšne ekipe poslali na čakanje za primer, če bi se karkoli nepredvidenega zgodilo, da bi udrl recimo virus tudi med zaposlene?
Ja, tako je. Mi smo se nekako skušali organizirati na večjem delu v dve skupini, skupino A, skupino B, kajti po podatkih iz tujine je zbolevalo tudi relativno veliko zdravstvenih delavcev in mi smo skušali zagotoviti na tistih ključnih mestih, se pravi predvsem na področju intenzivne medicine, intenzivnega zdravljenja, tudi urgentnega centra, dvojne ekipi, da bi lahko potem ena ekipa drugo tudi nadomestila. Kajti vemo, da so pogoji tudi dela v tako imenovanih COVID enotah neprimerno bolj zahtevni kot pa na običajnih oddelkih. Smo pa seveda morali potem kombinirati tako zdravnike kot tudi zdravstveno nego z področja različnih medicinskih strok. Vemo, da v tem primeru je nekako na udaru predvsem internistika, infektologija in pravzaprav kolegice z kirurških strok so nekako se vključili v njihovo delo, tako da smo našli neko sinergijo in tudi zagotovili, da lahko delo potem organiziramo varno, predvsem na tistem področju, kjer smo pričakovali povečano število obravnav. Takšen način dela, tudi grožnja virusa, lahko medsebojne odnose, ki so zlasti med zdravniki, zdravstvenim osebjem zelo pomembni, okrepi, ali pa ta strah, ta negotovost vplivajo na medsebojne odnose razdiralno. Če se zdaj ozrete nazaj, kakšna je v tem trenutku izkušnja v Splošni bolnišnici Celje? Ja, izkušnja je tudi za nas zelo zanimiva. Tudi mi smo se prvič znašli v neki taki preizkušnji. No, kar lahko ugotovim, je to, da kljub temu, da je takšna reorganizacija, ki smo jo izvedli v izjemno kratkem času, bi pomembno vplivala pravzaprav na čisto vse oddelke. Praktično ni oddelka, ki ne bi doživel neke spremembe, da pa smo odreagirali pravilno. V prvih nekaj dneh smo imeli kar 4 sestanke z predstojniki in glavnimi medicinskimi sestrami, kjer smo pravzaprav jih nagovorili, tako da so bili vsi seznanjeni, kaj nas čaka. Vse te prezentacije smo tudi objavljali, tako da so tudi vsi zaposleni lahko videli, o čem se pogovarjamo. Tudi nagovor je bil posnet, tako da smo tudi skušali nagovoriti naše zaposlene. In po organizaciji bolnišnične poveljniške skupine, pravzaprav vsi zapisniki so bili in so še vedno dnevno objavljeni na naši internetni strani. Tako da prav vsak zaposleni v Splošni bolnišnici Celje je seznanjen s tem, kaj se dogaja. Tako s številkami, z obsegi, z našimi težavami. In mogoče kot zanimivost povem, da 24. februarja smo objavili številko osebne varovalne opreme. Objavili smo številko, koliko imamo mask, koliko imamo očal in pravzaprav že takrat uvedli izjemno restrikcijo. To se je kasneje pokazalo kot zelo učinkovit ukrep, kajti zaposleni so se zavedali, da moramo s to opremo, ki jo pač takrat imamo na razpolago, delati skrbno in pravzaprav zaradi tega do sedaj nismo imeli nekih večjih težav s to opremo. Brez tega pa me skrbi, da bi bila verjetno zadeva precej drugačna. Tudi podpora javnosti, ljudi, zdravstvenemu osebju, zdravnikom, sestram, negovalkam, negovalcem je bila izjemna. Tudi vam so jo izrazili. Kako ste jo sprejemali? Ja, gledajte, jaz mislim, da zelo pozitivno. Toliko podpore, tako pisne, tudi telefonske in tudi osebne, prej nismo bili deležni v letih, kot smo bili zdaj v teh dobrih 2 mesecih. Tudi številne organizacije so se odzvale z donacijami, tako materialnimi, kot tudi z ostalimi načini. Dobivamo tudi hrano, številne predmete, toliko različnih tipov vizirjev, kot smo jih zdaj videli, verjetno nikoli več ne bomo imeli, kajti vsak je skušal pomagati, kolikor je le lahko in kakor je le lahko znal. Ja, ta podpora nam pomeni veliko, kajti vemo, da pol nismo sami. K sreči smo se izognili vsaj zaenkrat tistim najhujšim scenarijem, ampak to je bilo tudi zaradi tega, ker so ljudje tudi stopili skupaj. Tudi mi smo jih nagovarjali k temu, da se pravzaprav ukrepi, ki so bili nekako sprejeti na državnem nivoju, morajo spoštovati in
Meni je všeč to, da so ljudje to tudi razumeli, kajti na ta način so zaščitili tudi nas. Nekaj malega ste o zaščitni opremi že povedali in tej varovalni. V kakšnem stanju je Splošna bolnišnica Celje v tem trenutku? Kako je z respiratorji? No, gledajte, mi stanje osebne varovalne opreme, ki vključuje od mask, vizirjev, zaščitnih plaščev, rokavic, tudi razkužil, to spremljamo dnevno. Na vsakem sestanku skupine, štaba, pravzaprav gremo čez celoten seznam, kaj imamo na zalogi. Veste pa, da kar se tiče respiratorjev, smo bili v prvi fazi tudi pri nas zelo zaskrbljeni, kajti Splošna bolnišnica Celje ima 2 intenzivni terapiji, vsaka je imela po 11 respiratorjev, poleg tega smo imeli potem še 4 mobilne oziroma enega smo imeli sposojenega, najetega. No, ampak takoj smo se zavedali, da moramo to okrepiti in zato smo šli v nabavo 20 novih respiratorjev, ki smo jih potem tudi dobili. K sreči nam je tukaj potem pristopila tudi država s tem, da so te respiratorje kupile blagovne rezerve in mimo te respiratorje nameščene. Tako da bolnišnica Celje je bila na to, tudi kar se tiče kapacitet, zelo dobro pripravljena. In pravzaprav veseli smo, da nam ni bilo treba vseh teh kapacitet tudi dejansko uporabiti. Pa mogoče od tu naprej nadaljujete z nekaj statističnimi podatki skozi to obdobje, koliko ste imeli obolelih, kako hudo je bilo? No, stanje je bilo ves čas zelo, zelo stabilno. No. Res je, da smo začeli paciente z COVID-om sprejemati 24. oziroma 21. marca. Potem se je ta številka dvigovala, tako da je bilo največje število hospitaliziranih pacientov je bilo 16 na oddelku in 7 na intenzivni terapiji. To je bilo precej manj, kot pa so bile naše kapacitete in še enkrat, no, jaz sem zelo hvaležen vsakemu posamezniku, ki nam je tukaj pomagal, da nismo imeli tega preseganja naših kapacitet. No, skupaj je bilo, jaz lahko povem podatek, zadnji, ko sem ga dobil pred tem vikendom, je bilo v celjski bolnišnici zdravljenih 63 pacientov za COVID-19, od tega smo jih imeli kar 25 na intenzivni terapiji. 10 pacientov je tudi umrlo. Vemo pa, da je velika večina teh pacientov pri nas z področja Šmarij pri Jelšah, tako iz doma starejših občanov, kot pa tudi iz okolice. Kajti moramo se zavedati, da je tam ne samo dom starejših, ampak celotno področje izjemno prizadeto zaradi te bolezni. In trenutne razmere v bolnišnici, kakšne so? Trenutne razmere so popolnoma stabilne, število hospitaliziranih pacientov, število pacientov na intenzivni terapiji se znižuje, tako da danes je na intenzivni terapiji z COVID boleznijo so še 3 pacienti in pa na oddelku jih je danes še 6. Primarij Vindišar, v tem času je bilo gotovo zelo težko porodnicam, mamicam z novorojenčki. Pri porodu so bile brez partnerja, obiskov niso imele. Ste imeli kakšno mamico okuženo s COVID? Ne, v Splošni bolnišnici Celje okužene nosečnice za boleznijo COVID-19 še nismo imeli. Imamo pa tudi seveda, tako kot za vse ostalo, izdelan protokol, kako ukrepati, če bi do tega primera pač prišlo. Kar se tiče pa seveda prisotnosti partnerjev pri porodu, pa verjetno veste, da nekako je eden od prvih ukrepov, ki ne bi se zdaj sprostili ravno ta. Mi smo danes za predstojnikom ginekološko-porodniškega oddelka o tem tudi že razpravljali, kajti to bo pomenilo ponovno neko spremembo pri našem delu, ampak nekako skušamo razumeti tudi takšen ukrep. Za nas sicer to pomeni dodatno delo, tudi dodatno uporabo osebne varovalne opreme, ampak upam, da bomo to tudi zmogli. Kaj pa otroški oddelek? Vemo, da je
tudi to populacija, da so to najmlajši, ki so težko sami, težko brez obiskov? No, kar se tiče otrok, na otroškem oddelku je pa situacija zelo zanimiva, kajti ponavadi smo bili v tem času relativno polni z respiratornimi infekti. Številka danes je popolnoma drugačna, na celotnem oddelku je 11 otrok hospitaliziranih. Dovolili smo zdaj že tudi obisk enega zdravega starša, tako da to smo tudi že sprostili, že pretekli teden. Nekaj dni bilo malo težje, ampak število otrok, ki bi potrebovali hospitalizacijo, je bilo pa izjemno nizko. Jaz takšne pomladi na otroškem oddelku ne pomnim. Tako da očitno to dejstvo, da ni tega druženja v vrtcih, v šolah, pa kar se tiče prenosa okužbe med otroci, pa tudi izjemno pozitivno vpliva. Zdaj sva govorila več ali manj o potencialnih bolnikih s COVID, pa bolnikih, ki so oboleli za koronavirusom. V Splošni bolnišnici Celje pa ste v tem času ves čas zdravili tudi druge bolnike. Kakšno je bilo stanje, kako ste recimo preprečevali stike in poti, da se niso križale? Ja, gledajte, mi smo si zastavili kot temeljni cilj, da bolnišnico, tako na čisti del, ohranimo čisti. Zaradi tega smo najprej omejili število vhodov v bolnišnico. Na vse vhode smo postavili tako imenovane epidemiološke triaže. To je zdravstveno osebje, ki je pregledovalo, preverjalo, kakšno je zdravstveno stanje pacientov in pravzaprav bolnišnico smo postavili na 2 tira, COVID in ne-COVID tir. Tako, kar se tiče urgence, kar se tiče samih navadnih oddelkov in kar se tiče intenzive. Tako da to je glavna stvar bolnišnica tudi danes in mislim, da bo še kar nekaj časa. Danes smo si postavili nek rok, verjetno 15. maj, kot enega, ko bomo spet preverjali to našo organizacijo, deluje na 2 vzporednih tirih. Tisto, kar smo opazili relativno zgodaj po začetku COVID-19 bolezni, je, da so nekateri pacienti prepozno prišli, da imamo primere, ko bi pred pol leta takšne primere lahko rešili neprimerno lažje, ampak so pacienti zamujali, prišli so v bolnišnico prepozno. Zaradi tega smo tudi pozivali, tudi javno, da ljudi ne bo strah. Bolnišnica Celje še vedno deluje kot bolnišnica za ostale primere. COVID je samo en tir, manjši tir, ostala bolnišnica deluje. Res je, da smo odpovedali tudi elektivne programe, ampak za nujne primere je pa bolnišnica ves čas delovala popolnoma nemoteno. In še enkrat, ne tudi to izkoristim, nikakor naj ljudje ne čakajo predolgo doma, ampak naj pridejo čim prej po zdravniško pomoč. Zdaj postopoma že izvajate tudi in večate izvajanje nenujnih storitev. Kako tukaj, verjetno bo zdaj organizacija tudi malo drugačna, kot je bila pred izbruhom epidemije? Ja, bolnišnica Celje je ves čas izvajala zdravstveno dejavnost, tudi z stopnjo nujnosti zelo hitro, za nosečnice, onkološke paciente, za njih smo skrbeli skozi. No, po 20. aprilu se je pa začelo tudi pri ostalem delu nenujnih pregledov. Zdaj, bistvene spremembe, ki so, da prejšnji termini ne veljajo. In tu res pozivam vse paciente, da če so imeli datum pred epidemijo, naprimer za jutrišnji dan, in jih nismo poklicali, naj ne hodijo. Se pravi, vse paciente mi zdaj pozovemo, da pridejo na preglede. To je prva stvar. Pri vseh pacientih izvajamo tudi anketiranje. Spet samo za enim ciljem. S tem, da zmanjšamo tveganje za vnos okužbe v tako imenovan čisti del. Tako da vsi pacienti bodo anketirani in tudi število vhodov, ki se vstopa v bolnišnico, je še vedno izjemno limitirano. Ti vhodi so pa jasno opredeljeni, za katero ambulanto se na kakšen vhod pride, in tudi na tem vhodu vas ponovno pričaka varnostnik. Njegova naloga je predvsem ta, da paciente spušča noter 15 minut pred terminom.
kajti vemo, da so tudi čakalnice zelo velik dejavnik tveganja, da bi lahko prišlo do prenosa okužbe, in zaradi tega se zdaj zelo borimo, da bi pacienti vstopali v nekem relativno kratkem času pred predvidenim terminom. Zato prosim, spoštujte termine, ki jih imate, ne hodite zjutraj ob 6 čakati, da bo nekdo potem ob 11 na vrsti. Naša varnostna služba zdaj ima tukaj zelo jasna navodila, in ta navodila so vezana predvsem v zmanjševanje tveganja. Kajti tudi v čakalnicah skušamo zagotavljati to potrebno razdaljo med pacienti na fazi čakanja. Poleg tega vas pa tudi medicinska sestra na vhodu ponovno povpraša po vaših eventualnih težavah. Če pa bi kdo imel neke težave, nobene skrbi, mi ga bomo v roku 7 ali 14 dni ponovno povabili na preglede. Zelo se bomo potrudili, da bi ves ta zaostanek skoraj 2 mesecev v najkrajšem možnem času tudi počistili. Od dejavnosti, kjer smo trenutno pa še vedno delamo zelo, zelo omejeno, so pa tiste dejavnosti, kjer je pa tveganje veliko. Predvsem področje ORL-ja, nosu, žrela, to je eno področje, kjer imamo zelo, zelo limitirano delo, področje maksilofacialne kirurgije je pa drugo takšno področje, kjer smo omejeni. In delno tudi področje okulistike. Se pravi, vse, kjer smo v nekako področju obraza, ta del je pa še vedno omejen, kajti tu bo pa tudi v prihodnosti potrebno zanesljivo sprejemati dodatne varovalne ukrepe, tako za paciente, kot seveda tudi za zdravstvene delavce. Omenili ste prihodnost, primarij Vindišar. Pravijo tako, da nič ne bo več tako, kot je bilo pred izbruhom epidemije. Kako vi gledate v prihodnost? Bo recimo COVID oddelek v Splošni bolnišnici Celje ostal? Kako dolgo? Jaz predvsem mislim, da se bomo z boleznijo COVID morali naučiti živeti. Res je, da bo verjetno potrebno imeti neko področje, nek oddelek ali pa neko organizacijsko enoto, da ne govorim zdaj o celotnem oddelku, kamor bomo paciente, pri katerih bomo COVID dokazali, lahko tudi ustrezno izolirali. Ampak tako kot z ostalimi nalezljivimi boleznimi, bomo morali z njimi živeti. Mi seveda si želimo, da bi ostali del bolnišnice čim hitreje začel normalno delati. Kajti to je tisto poslanstvo, ki ga mi moramo zagotoviti in se moramo izogibati, da bi ljudje, pri katerih bi mi lahko preprečili poslabšanje zdravstvenega stanja, da bi do tega prišlo. S COVID-om bomo morali pa vzporedno živeti. Seveda je vprašanje, ali bomo v Sloveniji potrebovali v 4 bolnišnicah intenzivno zdravljenje. Jaz mislim, da ne. Da bo verjetno tukaj dovolj ena bolnišnica. Res pa je, da ostale bolnišnice bomo morali pa imeti izdelane protokole, pa tudi prostore, kjer bomo pa neko določeno število pacientov za COVID boleznijo pa lahko tudi obravnavali. Ne vidim pa potrebe, da bi bilo to razpršeno po celotni bolnišnici, ampak bomo verjetno ta tako imenovan COVID oddelek nekako skušali organizirati na eni lokaciji. Kot strokovnega direktorja, kot izkušenega strokovnjaka, ne vas vprašam, ali mislite, da bo tale situacija prinesla kakšno spremembo v slovensko zdravstvo? Nas je kaj naučila? Ja, gledajte, jaz pričakujem spremembe. Pričakujem najprej spremembe na področju informatizacije. Pokazalo se je, da tako kot imamo midva danes intervju nadaljavo, da je verjetno marsikaj možno opraviti tudi na takšen način. Še vedno nek stik med zdravnikom in bolnikom bo moral biti. Ampak mogoče pa določene stvari ne bo več treba delati tako, da bo bolnik osebno prišel, ampak se bo dalo kaj omeniti za uporabo sodobne informacijske tehnologije. Verjetno se bo marsikakšna obravnava lahko naredila tudi z analizo laboratorijskih izvidov in se bo potem opravil sam nek posvet. Tako da to je prva taka stvar. Druga zadeva je, tudi naša organizacija se bo morala prilagoditi. Če smo se pogovarjali o standardih in normativih, zdaj jih kar naenkrat imamo. In še precej huje kot pa tiste, ki so bile nekako prej dogovorjeni.
Kajti, če mi lahko zdaj obravnavamo res limitirano število pacientov v določeni časovni enoti. Verjetno prišlo do tega, da bomo tudi delali marsikdaj še popoldan, kajti število pacientov se verjetno bistveno ne bo zmanjšalo, kronične bolezni, njihovi poslabšanja, to bo ostalo, degenerativna stanja bodo ostali kot populacija, bomo še vedno toliko stari in se bomo starali še naprej. Tako da pričakujem določene spremembe, predvsem v smislu, da ne bo več takšnega hitenja, tako nekaj na hitro, ampak da bomo vse delali mogoče nekoliko bolj počasi, pa bolj mogoče pozorno, da ne bi prenašali kakšnih neželenih okužb med pacienti in med zdravstvenimi delavci. Primarij Franc Vindišar, strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje, iskrena hvala za tale pogovor in velik hvala vam in vašim sodelavcem za vse, kar ste in pred to epidemijo, predvsem pa v času te epidemije naredili za nas vse. Hvala tudi vam, hvala za spodbudne besede, jih bomo prenesli tudi sodelavcem. Predvsem pa vas res prosimo, nekako tista navodila, ki jih izdajamo, da se res upoštevajo, kajti namenjena so predvsem temu, da ohranimo zdravje eden drugega in pa vsem skupaj želim res ostanite zdravi, pazite predvsem na ranljive skupine.